Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas, kjer pravzaprav prvič v sezoni gostimo športnika in to ne kar nekoga, ampak Tonija Vodiška, ki je v zadnjem mesecu prejel najprej evropsko zlato medaljo v olimpijskem kajtu in potem še zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v olimpijskem kajtu. Toni, čestitke. Resnično pravzaprav praviš, da si prvi, ki mu je to uspelo, no, v Sloveniji vsekakor, ne? Prvi jadralec, tako je, ja. Mislim, čestitke vsekakor, ampak daj nam mogoče za začetek povej, kaj je pravzaprav, zakaj rečemo v olimpijskem kajtu? Se pravi, obstaja tudi neolimpijski kajt. Ne, ampak olimpijsko je dodatna stvar, sedaj smo prišli na olimpijske igre in doda tudi športu ogromno in veliko večjo resnost. Če mene vprašate, sedaj v zadnjih par letih, v zadnjih treh letih, ko smo prišli na olimpijske, se je res konkurenca in ogromno več ljudi prišlo k temu, da sedaj smo bili na svetovnem, smo imeli 150 ljudi, 44 različnih držav, kar je že res ogromno, vse bi bilo več, samo je pač omejeno. In sedaj olimpijsko povemo tukaj za naše gledalce, zato da vemo tudi da veste, kaj je naslednji cilj za zmagati. Impak tako, ja, nekako. Ja, držimo pesti 2024, kolena so v redu, ker pravijo, da vejkarji imate najprej probleme s koleni. Kolena so v redu, jaz sem imel problem bolj z ramo. 2019 sem zadev plastično vrečko. Počistite za sabo, prosim. Sem zadev plastično vrečko na tekmi in sem ramo spahnil, padel, povlekel ven. Kaj to pomeni? Ponovadi plastične vrečke niso nekaj, kar bi ti lahko spahnilo ramo? Bi nam lahko pisal, kako je to prišlo do tega? Ja, pri nas, sedaj tukaj sem vam prinesel eno delo, sedaj drugače pa pride še spodaj, ko vidite luknjo, se dvigne gor en foil, kot eno letalo na velikem smerniku, katero nas omogoča leteti nad vodo. In dosegamo res ogromne hitrosti, do 40 vozlov, tudi plus do recimo 80 km/h. In čeprav je voda pri takšni hitrosti ni več voda, ampak boli. In sedaj najlažje predstavljenost, da se vozi na takšni hitrosti 80 na uro, zadaneš, spodaj se vse ustavi, ti zletiš naprej in v vodo pa mi je ramo vrglo nazaj, povleklo ven, strgalo vse vezi. Tako da ja, najlažja primerjava doma, pojdi na skate, pa si ga kar naenkrat ustavi, kako boš poletel naprej. In, Zdaj si v redu, 2024 so olimpijske igre, do takrat se moraš čuvati? Ja, čuvati se seveda moramo, z ramo sem super, umaknil vse z trenerji in fizioterapeuti, tako da sedaj ni več problemov, ne gledamo več na to, gledamo le na cilj na olimpijske. In s tem držimo pesti, da postaneš tudi olimpijski prvak, s tem bi postal prvi Koprčan z olimpijsko medaljo. Je to res? Je temu res tako? Ali samo jadralec? Ne, to kot športnik bi postal prvi z olimpijsko medaljo v Kopru. No. Slovenija je velika, jih imamo ogromno in ogromno tudi zelo dobrih športnikov. Tudi naši sosedje imamo Vasilija Žbogarja, katerega gledam gor, pač mi je veliki zgled, še posebej v našem športu in kar je on dosegel, svaka ti čast Vasilij, če gledaš. Tako da, ja, ciljamo za tem njegovimi koraki, gremo naprej, za željo seveda doseči tudi kaj več, če bo prišlo do tega, ampak prvo do tega in ja, bomo vedeli, kam bomo prišli. Ne, tako. Torej, Vasilij Žbogar je jadralec, ampak zdaj si ga omenil, kot da sta pravzaprav v skoraj isti disciplini, da skupaj tekmujeta. Sam si v bistvu bil nekoč jadralec, a zdaj kajt tudi še vedno štejemo pod jadranje? Kajt seveda štejemo pod jadranje, spadamo pod jadralno zvezo mi smo jadralni šport, naša jadrenica je sedaj malo drugačna, kot njihova malo hitrejša. Z Vasilijem ne, nažalost nisem nikoli tekmoval, ne bil na morju, no, ne, mogoče sem bil na SSL-u z njim, res je. In to je pa tudi to, delamo drugačne klase,
In vsaka klasa pa ima pol svoje stvari, ne, katere se gleda. In jaz definitivno, če bi prišel na njegovo barko, ne bi niti približno tako dobro vozil, kot on, pa niti približno nikoli ne bi tega dosegel, kot je on. Si pa sam tudi nekoč jadral v tem klasičnem smislu. Zakaj si potem nehal s tem jadranjem? Tako je, od 5 do 7 let sem bil na Optimistu, pri nas v Kopru. Zakaj smo nehali? Oče je že prej kajtal, pa nekaj malo vetra je bilo pri nas, pa ko je bilo, mi je bilo vedno bolj všeč, da pa gremo dvigniti to padalce, gremo kajtati, kot pa pri nas jadrati. No. Mene je vedno vlekla hitrost pa adrenalin, katerega na Optimistu takrat mi ni bil izražen, no, kot mi je definitivno bil na kajtu. A na kajtu sploh nosite čelado? Tako je, vam povem, če bom šel jaz na trening, pa sam voziti za zabavo, definitivno ne. Na tekmah je pa kot obvezna oprema, pride čelada, life jacket, pa tudi nožek moramo imeti, če se slučajno kdaj kdo zaplete, da se lahko sam špagice odreže, tako da čelada rajši ne. Pa si se že kdaj zapletel? Definitivno sem se že zapletel, ni pa nikoli prišel do tega, da bi potreboval rezati špage. Ne. Če se da, vedno se proba ne rezati, to je seveda pol uničevanja opreme, katere pol ali treba veliko krat to delam ogromno sam, od teh špagic pa sam toliko dodatnega dela si narediš. Sej, kako pogosto pa je to potrebno menjavati? Naprimer, zdaj lahko vidiva, da dobro si že uporabljal tole desko, ne? Ob robovih je že malce drugačne barve kot na sredini. Kako dolgo časa drži ena deska? Pa iz česa pravzaprav sploh je? Ker to je precej trden objekt. Pa tudi težek. Kako to, moraš imeti zelo močne noge, da to dvigneš, ali te vse skupaj drži v zraku? Ne, deska je dosti časa zdrži, še posebej odvisno, kako jo čuvaš. Imam deske doma stare tudi že 5-6 let, katere bi še vedno bile v redu za na morje, morda za na tekmo najbolj ne, so bila malo out of date. Sedaj to desko imam zadnje 3-4 mesece, sem dobil lih preden sem šel v džicerijo in bil drugi na svetovnem pokalu. Tako da to pač, kot vidite, je črno bolj ob strani, je tudi povsod malo drugje, to je pač karbon, katerega se vidi in je stil deske takšen, da se malo pride do izraza karbona. No? Tako da ne skrbeti, jo kar dobro čuvam. Obstajajo različne velikosti desk, širine morda? Širine, velikosti, vse, ja, to je vse custom. Ta deska je dizajnana od mene pa očeta. Že od ogromno let, odkar vozimo, smo vedno začeli delati in dizajnati svoje deske, da smo imeli pol vedno takšen majhen edge nad ostalimi, pa pol lahko tu še kaj skrivaš, katere stvari daš noter desko, da jih ostali nimajo, ne. A jih mogoče stehtajo, preden greste na morje? Tudi tehtajo, ne vem, iskreno ne vem, koliko je težko. Se zdi, da je malo lažja kot ostale, ampak če že, po mojem bi bila boljša, če bi bila težja, ampak ni neki takšen velik efekt, da bi sedaj šli delati kaj težjega, dodajati, no. Zdaj, bi nam mogoče lahko razložil, kaj točno se točkuje? Kaj je torej cilj, ko greš kajtat? Ker ponavadi, ko pridemo na obalo in vidimo kajtarje, gre ponavadi bolj za nek freestyle, izvajajo mogoče kakšne trike ali kaj. Je tako tudi pri tekmovalnem kajtanju? Freestyle je tudi zelo tekmovalen šport, ogromno se športa in tega, ogromno tekmuje, imamo freestyle, delanje trikov, big air, katera je ena mojih najljubših disciplin, pa je še bolj všeč kot ta, katera pa greš pa skoč na full vetra, se gre pa skače visoko. Jaz osebno sem skakal že nad 20 metrov, kar je norija, res dober občutek. Pri nas se pa šteje malo drugače, pri nas je čisto jadranje, nam postavijo jadralsko polje in pol pa, kateri, naprimer, dobivamo pike. Za prvo mesto dobi 1 piko, drugo 2, 3 in na koncu dneva in na koncu tekmovanja se gleda, kdo ima manj pik. Ne? Tako da... En od redkih športov, kjer rabiš čim manj še število točk. Ja. Sedaj na svetovnem, po prvem dnevu, ko sem vse 4 regate zmagal, sem imel 4 enke, no, 4 točke. Sem rekel, da si takrat, ko so mi vsi čestitali, pa to sem rekel, ja, lejte, doma, ko bi dobil tako v šoli, ne bi bili tako veseli, ne? Ampak vse tukaj pa so. Končno enkrat. Ja, niso le slabe enke. Ja, pa si sicer, mogoče študiraš, si na fakulteti za šport sicer? Ne, bil sem na faksu, sem ekonomski faks naredil. Ne faks, pardon, se pravi, na srednjo šolo. Na faks sem se vpisal, sem
mi ni bil čas toliko dan, da bi prišel čas še za to. Ne? Tako sem bil zdaj na dobro jutro, pa sem tudi tam povedal, jaz sem profesionalni kajter in profesionalni pomivalec krožnikov pri očetu, tako da tudi delam v prostem času. Tako da smo sedaj dali najprej prioriteto kajtanju, zatem pa smo prišli še z pomaganjem očetu v biznisu doma. No. Ja, oče rekel, če ima že tako močne roke, pa še meni malo pomagaj, ne? Tako, je ta stil, oče je karakter in vsakemu čas smo prišli sedaj na ta sprejem v Kopru. Iskreno res hvala vsem, ki ste bili prečudovito. In vam povem, da oče je bil tam od prvega do zadnjega, ampak v 6 zjutraj vstal in šel pomivati krožnike pač delati, no. Predvsem, tako da jaz sem se zbudil ob enih, tako da vsakemu čast. Boš še nadoknadil, ne? Me bo zaklenil tam, ja. Saj, kako pogosto pa sploh treniraš? To verjetno imaš kaj, 2-krat na dan treninge, celodnevne treninge? To je celo pripravno leto, katero sedaj smo se zaključili za sezono, bo malo manj, saj sem vse na tem sprejemu, sem povedal lepo, da bom zdaj malo imel časa, vsaj malo frajene 2 tedna, nisem zdržal, sem že včeraj tako klical trenerja, da naredimo nekaj, preden sem danes se vam pridružil, sem šel na trening, nekaj moram delati, jaz sem tačna oseba, ne moram sedeti na miru, ampak drugače z stopnjo pripravljenosti, zdaj bo naslednje 2 meseca malo bolj v easy, mislim, tako je 2 tedna malo bolj v easy, pa treba telo, fizično pripravljenost, pa hitrost, pa ravnotežje začeti dvigovati na višji nivo, vedno više. Ampak to je bolj v fitnessu ali tudi na vodi? Sedaj, za prve 2 meseca sigurno ne bom šel na vodo. Saj, če mene vprašate, vsak šport, ki ga imamo zelo radi, seveda ga imamo radi, samo ena stvar dela 24/7, 365 dni na leto, mogoče malo pride tudi preveč, ne? Zato malo pavzice vedno pride prav, zdaj malo v fitnessu, pa na stadionu, pa tudi hodim v telovadnico na šolo Antona Ukmarja, na Markovcu, tako da povsod smo, kjer se najdemo, kjer je prostor, tam lahko tudi mene boste videli kdaj. Kako pa izgledajo potem vodni treningi, kdaj se začnejo? Potem spomladi, ko je dovolj toplo? Tako, ja, sedaj ga malo opisal, kako bo to izgledalo, ta priprava od sedaj. Jaz ne bom šel na začetek leta 100% pripravljen, zdaj 100% pripravljen, čez celo leto zelo težko biti. Tako da sedaj bom začel dvigovati, pol bom šel ponavadi, tako sem šel letos sem šel februarja v Dubaj, pol sem želel iti v Avstralijo, ni šlo skozi, sem bil COVID, bla, bla, bla. In evo ga, na kratko, začetek se gre nekam bolj umirjene vode, z malo vetra in potem se gre malo še več na vedno težje pogoje voziti, pa vedno čim več časa se pol naredi na vodi, da boš ti prišel na tekmo na najvišji nivoju, da boš imel verjeti že 100 dni na vodi, do 100 do 150 sigurno. Tako da... Začne se pa sezona kdaj? Z začetkom poletja? Ne. Prve tekme so... Mislim, tudi sedaj bo še decembra, pa novembra bo tudi kakšna tekma, kot sem rekel, je pomembno, da se vzame malo pauze. Jaz po mojem na prvo kakšno tekmo šel enkrat februarja, tako da za mene se bo začelo enkrat februarja tekme. Kako pa je na primer s kajtanjem tukaj na naši obali? Je sploh možno? Imamo dovolj vetra, verjetno brez vetra ne moreš kajtati. Ne, naša koprska obala, slovenska obala je res majhna, ampak super, še posebej naši poletni maestrali so prečudoviti in moram povedati, da ena zanimivost pri nas je, da pri naši hitrosti na našem morju ste lahko v 1 uri v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. Pa niti policiji ne boste potrebovali bežati. In nobene ni tako na morju gledano. No. Malo smo v krizi, še posebej v Kopru z izhodom na morje, ampak kaj čemo, je kakor je, moramo stisniti pesti in iti naprej in izkoristiti to, kar imamo 100%. No? Kaj točno pomeni ta izhod na morje? Ne moreš samo postaviti deske in oditi, kamor želiš? Nažalost ne, malo se več prostora potrebuje za padalo, pa pride še 15 metrov špag, se to dvigne gor, tako da lih 20 metrov bi se potrebovalo.
zatem pa se grem na morje, no. To bi se potrebovalo tako čim bolj izven obale, tako da Markovec lih ne zavzame vetra. Ampak ja, načeloma se ne potrebuje veliko, malo pač vse. In ja, če ne pa imamo v Portorožu super plažo pri Ribiču, kjer je tudi ogromno kajtarjev in res na jugo se pa gre tam in je res izjemno. Kaj pa mogoče naokoli nam lahko poveš za kakšen del, kjer se da v bližini, mogoče tudi dobro kajtati? Leta nazaj je bilo zelo popularno, da so vsi hodili na Krk, recimo. Na Krku sem bil, definitivno tam na Bolu je res top, sem ni lih za se učiti. Je pa že malo bolj, moraš biti napreden, ni lih tudi kot pri nas, ni lih najlažje vzeti na morje. Je pa, da piha poleti skoraj vsak dan, zelo lepo. In seveda, če priješ tam na rti in če visoko skočiš, te bo res cela plaža gledala, kar je ena zanimivost, ne. Pol tukaj pri nas, kje bliže se da iti še v Ližnjan, Grado, to so takšni kraji. Jaz osebno za fojlat imam rad, ali grem tukaj pri nas, Koper, Portorož, ali pa gremo pol malo dlje. Lepo je tudi na Gardi, še posebej poleti, ko je povsod vroče, se lahko malo prijetno ohladiš v prijetnem jezercu, ki ostane hladno. Drugače pa je potrebno, ni potrebno, ampak tako tekme me odpelje malo dlje. Ko so pol Kalabrija, zdaj Sardenija, Francija, gremo tudi Avstrija, čeprav nima morja, gremo pač na jezera. In ja, potem bo sedaj vedno več vsega v Franciji, saj tudi tam bojo olimpijske igre in moram povedati, da Francija je definitivno največja supermoč v kajtanju. Čeprav so sedaj bili tretji, ampak so imeli v prvih 10 kar 3 fante in v prvih 13 jih je bilo kar 5, tako da res so močni tlele. No, wow. Ja, kmalu bomo lahko tudi mi rekli, ne, če ti uspe, že zdaj si nam zvišal statistiko, tako da glede na teh 2 milijona, kolikor nas je v Sloveniji, smo verjetno že tam nekje s Francijo. Ampak daj povej, ko hodiš drugam, je pomemben predvsem veter, ali se pravi, morajo biti sunkovit, ali mora biti enakomeren, ali so pomembni tudi, na primer, valovi pri vsem tem? Tako, sedaj seveda, vse ima svoj pomen pa razliko, katero občutiš na morju. Ko greš na tekmo, lih nimaš pol neke velike izbire, gledaš tam, ko naredijo tekmo, pač greš, sedaj smo šli v Grčijo, smo štartali na parkirišču, na betonu. Ne idealno, res ne idealno, zelo nevarno, tudi sunkovito, je enega fanta dvignilo na 5 metrov, pa ga je pribilo na tla. Tako da zna biti tudi nevarno in je pomembno tlele zelo, da se nas odpelje na neko, ali na travo, ali na pesek, kar pesek je idealen, trava še boljša. Tako, če bom šel gledat, kam bom šel jaz kot trenirat, bom ponavadi se odločal, evo ga, zdaj bomo na primer gledali za Marseille in bom se odločal iti v kraje, kjer bo zelo podobna pogoj, kot bo je tam, no. Te pa verjetno ob vsem tem ne sme biti strah višine, hitrosti in podobnega. Je bil eno obdobje po poškodbi rame, zatem smo ta strah in vse to premagali in sedaj ni več ničesar, kar me ustavi, tako da samo gazimo naprej, ne. Ja, super. Saj, verjetno si že navajen. Rekel si mi, preden smo začela s pogovorom, da si pri 6 letih že začel trenirati. Prav kajt si že začel pri 6 letih trenirati? Pravilno in nepravilno pri 7. Mali kajt sem pa imel že gor, ne vem, odkar se spomnim, ko smo hodili, oče je kajtal in kamorkoli smo šli vedno med počitnicami, vedno kajtati, itak, ne. Ja, ker ponavadi si predstavljamo, tudi zdaj si ogromen človek, močan človek, ne, predvsem si predstavljam, da moraš biti zelo močan, da se lahko in da držiš desko na sebi in da se držiš za padalo, mu rečete padalo, jadro verjetno? Ja, padalo, rečemo kajt najražje. Ne, moče ne rabiš biti, se je pol odvisno. Močnejši kot si sigurno, če ne boš toliko močen, boš skočil 2 metra. Če boš močen, boš skočil 10, ne. Tako je pol, kot pri vsakemu športu, močnejši kot si pač bolj lahko delaš, se ukvarjaš s tem profesionalno ali na višjem nivoju, ne.
Kaj pa so tiste potem, najprej se potem poskusiš voziti ali že lahko, naprimer, kot pri skejtanju narediš najprej olja, ne? Kot nek prvi element, ki ga boš osvojil, je ta nek osnovni skok? Ne, pri nas malo drugače poteka. Najprej se boš malo naučil uporabljati podalo na suhem, no? Pol malo podalo boš tam v vodi, najlažje je, da tebe kar brez dile se da v vodo, pa ti malo s padalom levo pa desno, da ga občutiš, kako povleče. Zatem pa greš probat na dilo, ne. Enkrat, ko se voziš levo in desno, že super, sam tako jaz bom rekel, da jaz bom za osebo, katera, ko gre levo, pa gre desno in pride na isto mesto, zna voziti, ne. Saj pač s vetrom pol hodiš ponavadi drugače dol. Ampak, ko prideš na isto mesto ali pa še boljše, ko začneš malo orcati v veter, takrat rečeš lahko, evo, zdaj znam kajtati. Pa te je že kdaj odneslo kam? Naprimer v Italijo, nehote? Ne. Takrat, ko je fanta iz Umaga odneslo v Italijo, smo bili vsi na vodi, jaz sem imel malo srečo, sem malo prej šel ven, da mi ni ta največja nevihta ujela. Sem pa končal skoraj na Alcatrazu, med tekmo v San Franciscu se mi je strgale 2 špagice in je vrtelo se mi kar veliko pod vodo, pa so me rešili 50 metrov pred otokom. Pod vodo, veliko si bil pod vodo. Kako pa si prišel pod vodo? Ponovadi ste ves čas nekje zgoraj. Smo zunaj, samo si predstavljate, kot da bi vas neka barka vlekla in vi ste težki, pa to pa tako malo spodaj, malo zgoraj, tako je nekako šlo. No. Takrat bi tudi bilo dobro, da bi rezal vse, sam sem si rekel, da na tekmi najlažje se ne reže, saj je veliko ljudi, kateri vas pridejo pomagati z barkami pa tega, ne, reševanja. In lahko bi se tam rešil malo dosti tega utapljanja, sem pa bi pa verjetno kajto prišel do Alcatraza, pa bi se malo tam zaporniki igrali zime. Ja, sliši se zelo adrenalinsko. Ja. Si bil mogoče kdaj v situaciji, ko te je bilo strah za življenje? Na kajtu ne, to ne. Okej, ne, lažem. Bil sem ampak ni bilo zaradi kajtanja. Bil sem v Avstraliji, v Perthu in tako smo šli že pred tekmo dol pa to in sem jaz vozil okoli in evo ga so tam pred mano so bile pač barke pa ljudje gor in za mano sonce in oni ljudje neki mahajo in tam nič, jaz sem pač mahaš nazaj lepo in sprav in greš mimo pa greš nazaj in oni spet neki mahajo in ti vidiš in oni kažejo za tabo. In pogledam jaz za mano in evo ga 3 fini. Moraš si pač, ne, niso nevarni ali kaj, se sam pač zanimivo jim je, ne. Ampak v onem momentu je bilo prav to, tako ko sem takrat šibal na obalo, nisem še nikoli. Pa si jih lahko prehitel, verjetno si bil hitrejši od njih. Če bi me želel popapati, po mojemu ne bi mogel zbežati. Pa to so bili veliki morski psi? Ne bi znal povedati, kaj bi rekel, 2-3 metre. Ampak sicer jih ne vidiš prav pogosto, no, v Jadranu jih verjetno ni, tam do metra pa pol zrastejo ali koliko že, ampak ko si bil drugod, si verjetno videl tudi kakšne živali, si predstavljam, vendar le te nese daleč in kar potuješ po morju. Na Hrvaškem sem velikokrat videl delfine, zdaj lahko povem, da so delfini tudi dosti bolj nevarni, če jih vidiš tako v morju kot morski psi. In delfinu boš ti bolj zanimiv in se bo hotel igrati s tabo, ne, pol da te ni lih najbolj prijetno. Videl sem tako to, pa tjulne, mrože v San Franciscu. V San Franciscu smo imeli na eni tekmi, smo prav mogli ustaviti tekmo, je bil en kit na polju. Dan pred tem, da sta bila 2 velika morska psa, jih nismo videli, ampak načeloma, da sta bila, da so nam prekinili uni dan tekmo, no. Se vidi veliko stvari. Dostikrat se zadane kakšno ribo, ko voziš, pa kar naenkrat boš poletel naprej in pol bo riba plavala tam. Si vzel kakšno za večerjo s sabo že mogoče? Ne, nisem še prišel, sem pa razmišljal, da bi kdaj mrežo zadaj. No, tudi to je možnost, zagotovo. Dajva se mogoče še posvetiti malce temu. Zdaj, Toni je prinesel danes s seboj tudi zlato medaljo iz svetovnega prvenstva. Če jo obrnem, se tudi vidi Formula Kite Olympic Kiteboarding 2022 World's First Place. Ne? Kar težka je, moram priznati. Ampak
Če govoriva naprimer o olimpijskih igrah, na katere se zdaj boš začel pripravljati oziroma se že pripravljaš, pa je pravzaprav zanimivo, da si ravno ujel to možnost, da boš sploh lahko nastopil na olimpijskih igrah. Prejšnja olimpijske igre poletne je bilo kajtanje prvič torej na olimpijskih igrah. Ne, kajtanje bo sedaj 2024 v Parizu prvič, načeloma v Marsejlu bomo mi. Imeli smo že kakšne možnosti prej, 2012 smo bili že noter in takrat je moj oče se pripravljal za na olimpijske, majstor bil na evropskem, takrat jih je bilo 300 na evropskem in je bil 11. Se pravi, imate to v krvi? Ja, imam v krvi, ne. In pol so nas dali ven in 2016 spet, sam je bilo lih za 2 glasova, nismo prišli noter. Žal je tudi Slovenija glasovala proti. Morda veš zakaj? To je nenavadna odločitev. Ne, se ne bi rad vtapljal to, ampak tako, no. Gremo naprej, ja. In zdaj smo pač 24 smo noter in upam, da se tej, kateri so bili takrat vsi proti meni, da se lahko sedaj združimo, saj skupaj dosti več lahko dosežemo. Se ena oseba lahko premakne kamen, sam 2 ga lahko pa neseta na drugo stran sveta, ne. Kaj šele lahko naredi človek s kajtom? Tako, ja. Ne, zdaj bojo za nas kajteri prvič, no. 2018 sem bil na Youth Olympics Games za mlade, kjer sem dosegel 2. mesto. Tudi ni bilo slabo. V Buenos Airesu je bilo vsaj dobro meso. V Argentini. Se opravičujem. In ja, najprej pač treba se kvalificirati, ker bo naslednje leto v Schwingenu. Pol pa Viva la France! Ja, držimo pesti, definitivno. Hvala. Torej, boš v vseh disciplinah tekmoval ali na kakšen način bo torej kajtanje na olimpijskih igrah? Kajtanje bo na olimpijskih le v temu, katerega jaz tekmujem, v tej Formula Kite, v jadralski disciplini. Mi smo prišli noter kot jadralci, imamo z vsemi ostalimi jadralci v Marsejlu. Bil sem že tam, imel sem že kakšne tekme, pa tudi že sem šel na tam kdaj na priprave in je res prečudovit kraj, ampak ne le za nas, ampak tudi še posebej za gledalce. Tako bo zelo lahko lepo narejeno, kako so govorili, da bojo gledalci lahko postavljeni, no. Ja, saj kako je najlažje, pravzaprav najlažje bi verjetno bilo gledati kajtanje kar z ladje. Ja, samo je pa tako, ko bi rekel, je pa hrib, tako je ob morju in okoli hriba pride ena avtocesta, kjer bojo celo to postavili, so rekli, za tribune, za gledati vse jadralne športe, kar bo po mojem res en spektakel. Ja, si predstavljaš, verjetno, zdaj bil si že torej, na teh mladinskih olimpijskih igrah. Je to poseben občutek? Je to razlika od kakšnega pokalnega ali od svetovnega prvenstva? Definitivno, ja. To je res ena prečudovita izkušnja, katero, če ima kdorkoli možnost, ga mu definitivno priporočam in želim najboljše, da tudi gre. Saj tam vidiš ne le ogromno drugih športnikov, drugih kultur in vsega tega, ampak da če želiš biti športnik, ne pomeni sedaj moraš biti velik mišičast in vse. Ampak, naprimer v menzi, najlažje je opisati temu, ko prideš ti tam v menzo, na teh olimpijskih za mlade, si videl majstorja visokega, majhnega, suhega, debelega. Hočem povedati, da za vsako osebo je nek šport, ni tlele neke specifičnega telesa, da moraš biti, katerega moraš strajvati, katerega sedaj danes kažejo na vseh socialnih medijih, da brez tega telesa pač ne moreš nič. To se definitivno ne strinjam s tem in sem tam tudi to videl. In prav ti ful lepo odpre oči in to, in kako je šport za vsakega, ne. Da sedaj ne pravim, da vsi morajo pač moj šport delati, jaz spodbujam vse športe in da se oseba vesela v tem, kar počne, je to res ena najlepša stvar in še, kot pravim, za vsakega je nek šport lahko. Če se vstane in gre delati seveda na neki. Zdaj pravijo tudi, da olimpijske igre so pogosto tudi precejšnji žuri za športnike. Sicer potem športniki rečejo, ne, če bi šel res žurat, bi s tem izgubil en teden treninga. Ampak kako je bilo pa naprimer na mladinskih olimpijskih igrah, ste tudi kaj zažurali? Za tekmo seveda in kjerkoli športnik vam bo rekel drugače, če mene vprašate, kaj skriva, no?
ampak zdaj pa ne pomeni žurka, da greš ti ven, se napiješ mrtvo, ne. Smo še vedno športniki, pa malo pazimo, malo bolj kulturno, ampak ja, s prijatelji se dobiti, iti ven, kaj dobrega pojesti, malo popiti, to, če mene vprašate, žuri in seveda to po tekmi zasluženi pride, no. Za doping vas preverjajo? Nekaj preverjajo, ja. Zdaj, kako bo in to, sedaj sem tudi zmagal, to po mojem bo tudi tega še toliko več. Sedaj sem bil preverjen dol po tekmi in po mojem bom tukaj tlele, sedaj še od zveze še koliko toliko več, ne pa ne vem, ko bojo klicali, sem tam, naj testirajo. Sem na vodi in na adrenalinu, tako da kar pridite za mano, nič ne boste dobili. Kaj pa sadni sokovi, energijske pijače? Definitivno imam najrajši pomarančni svež sok, energijske pijače, ne, pomarančni sok zjutraj z kavico in drugo pa več ali manj voda. Ni te sladke pijače, kakšne, ja, energijske pa na dolge vožnje, ko potrebuješ kakšen Red Bull ali kaj. Kaj pa dieta? Se moraš posebej prehranjevati zdaj, ko si v tej vrhunski ligi? Ja, veste kaj, jaz sem vam prej povedal nekaj, ne? Da športi so za vse ljudi. In jaz sem imel najlepšo srečo pri temu, da sem izbral takšen šport, kateri ne rabiš biti lehti tašen, ne? Ampak da lahko ješ malo več, po mojem se definitivno tudi kaj vidi. In zato tukaj telo idealno se lahko zahvalim pač trenerja Maticu, Tepešu in Radetu Gregoriču in še posebej moji noni, katera poskrbi, da dovolj pojem, da pride do tega, ne. Ja, malo moramo biti težji mi. Zakaj pa je to dobro? To je fizika taka, da ko se ti vržeš nazaj tudi pri jadrnici, sedaj ne bom govoril za jadrnici, ki ne vem točno, ampak pri nas, bolj ko se vržeš ven iz deske, in ta teža nekako fizično je povezana z padalom, gre veter v padalo, to gre pol od tebe in ti potisneš pol desko, da gre to hitreje skozi vodo, no. To je sedaj definitivno majhna prednost na več vetra, ko pa pride kakšnih 5-6 vozlov, načeloma takrat ne bi smeli, med tekmi jih potrebujemo vsaj 7, ampak se zgodi, nas pošlje kdaj tudi tako na vodo, in je takrat malo težje. Ampak imam pa naštudirano to toliko v nogah verjeti, da to ni problem. Ja, si pa ves čas v neki taki pokrčeni pozi pravzaprav, nisi ravno stegnjen, ko to delaš. Kako bi pravzaprav recimo opisal kajtanje nekomu, ki mogoče bi želel začeti? Na kaj mora najprej paziti? Je to poza, je to deska, je to samo jadro? Sedaj seveda s tem, kar jaz počnem na foilu, to je naslednji korak, predtem je pač twin tip dila, katera je pač po vodi, pa se voziš. Kaj bi jaz priporočal? Seveda bi priporočal vsaj 2 pive uriti, da se ne bojiš toliko. Ne, razumem narobe. Ministrstvo za zdravstvo opozarja, da ne pijete prekomerno, ja, prosim. Prekomerno ne, zdravo pa ja. Če mene vprašate, moraš biti sproščen. To je prva stvar, ne. In zato sem tudi zdaj povedal s tem, s kakšnim kozarcem pive, si malo bolj sproščen, ne. In vse ne vem, težko razložiti. Potem pa samo greš. Sam greš, pa dalo naprej, pa rečeš, daj peli na, pa greš. Ja, tako nekako. Ampak moraš pa imeti, kot si prej povedal, se pravi neko ravno površino, ki najrajši ni beton. Ja, na začetku, vsaj na suhem, definitivno nobenemu ne priporočam in ne želim dvigovati ali se učiti na betonu. Kakšna travca ali pesek, to so super, vsaj za začetek s padalom nad njej. Ker pravzaprav moraš ujeti veter, da te sploh požene v vodo. Ne, tako deluje, to malo drugače. Ti padalo na suhem dvigneš gor v zrak, pa dilo ob sebi greš, jaz moram na globoko vodo zaradi foila, torej plavaš s padalom do globoke vode. Pa tam si naštimaš noge, pa s kajto imamo mi to ročico, ki nas povleče naprej, ko greš, ne. Tako da to nam tudi omogoča štartati že pri 4-5 vozljih, kar redko kdo gre in pri 4-5 vozljih lahko, kar rečem, da lahko greš tudi do 25 vozlov. Mogoče to je kaj več. Nam mogoče lahko daš primerjavo, koliko je en vozel hitrosti? Je to hitrost delfina?
Ne vem, kako to mislite. Sedaj en vozil, če se ne motim, je 1,8 km/h. Nekaj takega. No. Greš pa do 40-50, to si prej omenjal, greš mogoče še hitreje? Greš tam okoli do 80 km/h. Jaz sem najhitreje šel, kaj je bilo 44,4 vozla z official trackerjem na tekmi. No. Tako jaz nimam drugače te pametne ure in ne gledam tega nekaj preveliko. Ker kaj tvoji so tekmovalci pa imajo kdaj potem vse te stvari, da jim merijo tudi na pametni uri? Ja, tako na treningih in to imajo ogromno vsega vsi, na tekmi pa pol ne smeš imeti tega. Ne? Tako da tam pol ni več nobena prednost ta ura. Je pa morda za zanimivost, je ljudem zanimivo, da pogledajo pa koliko so bili hitri pa objavijo. Pa jaz sam rečem, se ni problema. Gremo na tekmo, pa sem hitrejši, pa ok, pa še grem hitreje, pa je. Pa vem, nekako, ne. Potem gledate po kameri, kdo je bil hitrejši. Ne, si se vidi, ni to. Hitrejši tisti, kateri pride okoli polja in skozi cilj na koncu hitreje. Sej, kako pa zdaj govorim o sotekmovalcih? Imaš v Sloveniji tudi prijatelje, s katerimi treniraš, ali si predvsem sam na treningih? Kakšno imamo sceno pri nas v Sloveniji? Je to šport, ki se še razvija? To je šport, kateri zelo, zelo raste. V Sloveniji je dosti kajtarjev. Samo imamo probleme še spet pač malo s tem, kje bi šli na morje. Ampak poleg tega nas je ogromno, lih sedaj, evo, ko bomo končali, grem do njih do Portorož, do Ribiča, tam grejo kajtat, čeprav lahko bi šli pri nas, sam nimamo kraja, nimamo plaže za to. In šport je iz dneva v dan večji. Ogromno ljudi tudi, ne le pri nas, ampak iz drugih jadralskih disciplin sedaj prihaja v kajt, da bi se potrudili iti na olimpijske in so sedaj vsi, ki so prišli novi od windsurfingov, od mota do vseh ostalih bark, pravijo, da je kajt en spektakel, katerega ni drugega. Ne. Greš pač na takšne hitrosti, tudi na tako malo vetra, in je definitivno vsem bolj zanimivo. No. Definitivno vsem, s katerimi kakor povejo. No. Zdaj vsak je individualen in vsak pač je kakor želi in kakor ga sebe veseli. Ne. Zdaj, ko govoriš o kvotah, kakšno kvoto moraš doseči za olimpijske igre? To, da si svetovni prvak, ni dovolj? To, da sem svetovni prvak, meni nič. To pomeni, da smo trenutno mi tlele Slovenija v naši disciplini pohodili svet. Za kvoto potrebujem naslednje leto na svetovnem prvenstvu ali drugače rečeno bojo istočasno te kvalifikacije, biti med prvimi 8, torej ali to, ali pa zmagati evropsko in pol bojo še na 4 druga mesta nekako drugje. No. Nas na olimpijskih bo le 20, tako da kar malo in po mojem bo, sedaj ne bom nič napovedoval, nobene medalje, nobenemu nič obljubljal. Jaz vedno rečem, gremo dati vse od sebe, pred tem, da gremo zmagati, gremo se zabavati, kar je bolj pomembno. In bomo videli, kaj bo. Jaz bom dal vse od sebe, na treningih ne bom zabušaval. Lahko vprašate trenerja, kjerkoli ga vidite, to ni, je bolj tako, ne. Vse bo rekel, vse kdaj zamudim to. Bi bil kdaj tudi zunaj, pa kje sem, vedno pa pride in vedno 100%. Ne. In koliko potem treniraš na dan? Je to 4 ure na dan? Definitivno ne. Ko grem na morje na trening, bom rekel tako, od 45 minut do 1 ure, imam čas, da vozim na polno. Zatem pa tukaj, kot sem rekel, v Kopru, malo od plaže do plaže, tako grem pa malo skačem, da ljudje gledajo, pa je wow, pa mi je zanimivo. To pa najdem kakšno jadrnico, na zadnji sem našel, so bili Nemci, neko nemško zastavo. Aj ne bija pite, pa so mi dali pivo in sem bil ful vesel. Lahko kajtaš s pivom v roki? Seveda, lahko kajtaš. Imam to stvar, da v Kopru, ko grem na morje v Žusterni, res da je težko, ampak mi je pa všeč pa splav. Jaz se lahko na splav že usedem in drita z delo grem. Ne. Tako da sem že večkrat šel na morje v Kopru, pri nas kar tako oblečem pa s telefonom. Jaz spomnim, en dan sem naredil furo od Kopra, sem šel do Trst in potem sem šel na Hrvaško in se vračam in pridem v Izolo in sem v Izoli zadev eno špago v morju zraven obale in
pač cel mokr, ne, ampak sem bil pa 1,5 ure suh. Pa to imaš potem potni list, nosiš s sabo? Ne, se pravim, da itak nobeden ne bo tle pri nas, ni to kot drugje. Če greš samo tako malo, mislim, zdaj ne vem, če govorim to, da je ilegalno, nisem šel in ona laže. Ampak, ja, ne, sej, da greš malo gor dol, nobeden ne reče nič. Tlele imamo našega ful dobrega prijatelja Žiga, on kajta tudi in je sedaj naredil svetovni rekord, je šel iz Portoroža dol do konca našega hrvaškega prvega polotoka, pa nazaj je vozil, da je bilo 200 plus kilometrov, naredil v 5 urah, tako da... Wow, cel dan. Svakom, ful faca. Ja, omenil si, da boš tudi zdaj po tem šel verjetno še do Ribiča, takrat bo mogoče že malce temno, a kajtate tudi po noči? Če pride polna luna, če se da in če je veter, naprimer nas tam, če malo več znaš, te ne bo nič ustavilo, ne. Zdaj pa, če je toplo, še to krajško, pa če po zimi, ne. A po zimi si že kajtal? Ja, tudi po zimi gremo, to si imamo radi naše burje, na burje se gre v Izolo. In, v neopreno verjetno. Ja, seveda. In se tam pol dela neumnosti, pa skače pa to. Se spomnim, da sem bil v Izoli leta nazaj, ne vem, kaj je bilo, 2015-16, sem ga skočil na 10 metrov, zalupiral, pristal dol in to je bilo čisto levo spodaj, že skoraj za hribom in potem zmanjkalo vetra in sem sam pristal dol in je bil bum! In cela plaža šla In jaz samo pogledam, na srečo se niso zlomile noge, se je zlomila deska. Da sem desko dobil besedno zlomil na pol od pristanka. Ker, ja, ko pridete ven, pravzaprav priletite na obalo. Ne, do to se pride pol počasi do obale. Se da tudi pol, če znaš malo več, skočiš pa pol lepo pristaneš na obali, ne. Definitivno samo, ni to lih vsakdanja stvar, normalna. Kako pa je s ptiči, na primer? Dostikrat vidimo galebe, ki grejo precej nizko. Se jim moraš izogibati. Je se kdaj kateri zaplete mogoče v padalo? V padalo ga še nisem dobil, ampak večkrat pa v špage od mene do padala, ne. Saj padalo je kar svetlo, pa se ga vidim veliko, pa tudi jaz sem, recimo kar velik. Špag pa on tam ne vidi, ne. Od padala do mene so 4 špage in pa večkrat se je kdaj zapletel kjer v špage, ne. Ne na lašč, ampak, ja, ne, sej ptiču se ne zgodi nič pri temu, sej gremo približno isto hitro, jih malo ga zmotiš, pade v vodo in ga kakšen morski pes poje, ne. Ja, hujše škode ni. Ja, sej tako. Ja, ubogi galebe, ne, že tako ali tako imajo vedno manj za jesti, zdaj pa jih še takole kajtarji zabijate voda, ne, malce se hecam. Povej nam mogoče še za konec takole malce o svojem klubu. Koliko vas je? Gre za precej, mlado zadevo, mlad klub. Kdaj ste začeli pravzaprav na tvojo pobudo? Ja, klub smo odprli, se točno ne vem kdaj, par let nazaj. Odprli smo ga z namenom, da bo klub namenjen meni, menim pač sestri. In sedaj smo v klubu jaz pa ona, katera se aktualno s tem ukvarjava. Tako da, ja, nekaj preveč zapovedati o temu, no. Evo ga, zanimivo, lepo je, imamo od občine pisarno za klub v Žusterni, kar mi omogoča tam takoj biti zraven, imeti nekaj opreme tam, pa tudi fitness imam tam gori, kar je super. Ja, ni nič kaj posebnega v klubu, no, zanimivega. Bolj je to, klub bil narejen za mene, jaz ga odprl in jaz delam tajništvo in, ne, to dela mama. Ne morem lagati, to dela mama, šefica. Kaj pa oče je še zraven pri treningih? Oče je zraven, ko se gre na tekme. Še posebej na te pomembne, je bil na Evropskem, sva bila sama in se je pokazalo in bilo zelo v redu. In na svetovnem smo pa še ste prišli še en Portugalc, Gil, z nami, ker smo tudi pol zmagali, ne, zdaj da boste rekli, saj si zmagal tudi tam brez njega. Razlika je pa ta, da sem na Evropskem bil tako, sem bil nekaj prvi, drugi, tretji, prvi, četrti, peti, prvi, ne, a na koncu sem bil še vedno najmanj točk. Na svetovnem, pa zanimivost,
sem imel od 15 tekem, sem imel na koncu 16 tekem, 9 prvih, 4 druge in 2 DNF-a. DNF pa je, ko nisi končal. Enkrat zaradi tega se je kaj zaprl, enkrat pa sem malo spolovil, pa nekaj zabolelo koleno, pa sem se pol ustavil. No. To je bil pač predzadnji dan, kar je bilo odbito. In mi smo šli v finalni dan s tem, da sem bil 12 pik pred drugim. Wow, bravo. Ni slabo, ni slabo. Ja, ni slabo, definitivno ne. Toni, najlepša hvala, da si vzel čas in si se oglasil v našem studiu. Ne bom nič napovedovala naprej, ampak lahko rečemo, da po olimpijskih, ne glede na to, kar se zgodi, nam boš prišel vsaj povedati, kako je bilo v olimpijski vasi, prav? Tako, se bomo prišli, pa mogoče bomo znali še kaj malo več francoščine. No? Se učiš? Ja, malo, evo ga. Sedaj moram poklicati spet profesorco za nazaj delati. Ja. No, tako. To pa le. Francozi ne slovijo ravno po znanju tujih jezikov. Zato pa jih mi Slovenci moramo znati. Mi smo majhni in imamo to pol možnost, še posebej za nas tukaj na obali zraven Italije, da znamo lahko še italijansko, pa pol kakšno špansko sem se naučil, pol še več zraven. Imamo naše sosede Hrvate tukaj, najredko, kjer je tukaj pri nas na obali in ne zna hrvaško. Tako da, ja, mene pa to veseli, delal v hotelu in da se lahko pol z ljudmi pogovarjam v njihovem jeziku, kar je zelo lepo in zato me tudi veseli, ful se učiti nove jezike. V glavnem, vsekakor ti energije ne manjka. Upam, da ne. Toni, najlepša hvala, dragi gledalci. Aktualni svetovni prvak v olimpijskem kajtu in aktualni evropski prvak v olimpijskem kajtu je bil danes z nami. Ostani v cvetju, naj bo cvetje v vodi, voda pa ne v kolenu, ne? In čuvaj si svojo končinec. Za 2024 pa veste, za koga moramo navijati. To je bilo za danes vse iz oddaje In Vivo Veritas. Se vidimo spet kmalu.